Ja, bomo začeli pol, ne. Tako da, mislim, moram zmeraj povedati takole začetek, da potem, ko naš Rok začne montirati, da ve, kje je začetek. Ker pol zmeraj meni leti pa pravi, Dušan, kje naj odrežem začetek, a ne. Tako da, torej, bomo začeli tukaj. Dober dan vsem skupaj, nabralo se nas je 18, kar je sicer manj kakor običajno, ampak smo pa izbrani, a ne, bom rekel tako. Današnja gostja je doktor Sabina Šegula. Zdaj, jaz sem si tukaj malo pripravil, približno, da malo povem, da jo predstavim. Torej, je doktorica floristike, če sem prav seznanjen po vsem tem, kar sem prebral, a ne. Zaključila je leta 2012 biotehniko fakulteto z znanstvenim doktoratom, potem se je izobraževala na Nizozemskem. To zdaj lahko vprašam, čeprav je samoumevno, ne, da je Nizozemska za vas ena taka obljubljena dežela, ne. Obljubljena glih ne, ampak tako bom rekla, polno izzivov, pa zmeraj rada nazaj pridem, tako da... Ne, mislim, glede na to, da imajo toliko teh rož in teh floristike. Ja, iz tega vidika, takrat, ko grem jaz na dopust na Nizozemsko, takrat pač se čas zame ustavi in potem šele vidim, da sem že 3 tedne gor, pa da je fajn iti domov. Jaz se spomnim tam, ko sem bil v Bredi, a ne, koliko je vsega tega bilo, ne, tam blizu Amsterdama. Potem specializirala se je iz poročne floristike. Kaj to pomeni? Da v bistvu, ne vem, ko se bo Katarina poročila, bo prišla k vam, pa bo rekla, da je naredite en cvetlični En nepozaben spomin, a ne? Tako? En nepozaben spomin. Aha. No, jaz sem mislil, da pride k vam ena pa reče, glejte, jaz sem rojena v znamenju ribe, pa je potem date v en steklen vazo okrog, pa not ta lokvan, pa reče, evo, tole je pa za ribice. To je pa 100%. Ja, a veste, kako je, ne? Jaz v bistvu sem slišala danes že eno tako besedo perfekcionist in žal, to, mislim, moram reči žal zaradi tega, ker jaz tudi velikokrat pri sebi, ne samo na tipkah v računalniku, pritisnem tisto najbolj kruto trojno kombinacijo, k sreči moj spomin ni toliko močen, da sem si zdaj zapomnila delita, se izogibam, tudi če samo ena tipka. Ampak v glavnem zadeva je ta, da jaz res vse hočem narediti res tisto 100% in v realnem življenju moraš po tolikem času ugotoviti, da če je 80% narejen tistega, kar si zamislil, je pa to super. In specializacija poročne floristike pomeni, da sem se v bistvu vse tisto, kar sem že znala, ne, kar pač v 25 letih že nekaj znaš, sem hotela še bolj izpiliti in sem šla v bistvu na eno izobraževanje k nemški floristki Vali Klet, v kateri je to moje osebno prepričanje in tudi v bistvu vidim, da to z mojega vidika, ne, da je to tako, da je ona še enkrat večji perfekcionist jaz, ne. In tiste 3 tedne izobraževanja, kar sem ga imela, se pravi, bilo je rečeno, da je to mednarodno izobraževanje in sem jaz pač pričakovala, da bo v angleščini. No, na kar sem jaz pač samo z eno Emilijo Nardi iz Buenos Airesa sva se skupaj povezali, so bile praktično v najbolj zrelih letih, tako da nam rekla, da so bile glih stare tam vmes med tisto mladino. Ampak ja, mislim, na kar sem jaz spoznala, da bo to tista kruta realnost, ne, ko greš v Nemčijo, imaš nemški jezik in hvala Bogu, da je pač ne vem kako, ampak vse tisti srednje šole mi je malo prišlo nazaj, pa ko sem tudi delala, sem imela vmes v študiju 3 mesece prakse v Švici. Se pravi, to sem se malo spomnila, če si sam se prpšen, se moraš. In potem smo začela, ne, in v bistvu tam so bile tehnike, jaz nisem v bistvu bila seznanjena s tem, da so vsi ljudje te tehnike poznali že 10 let, ko so to delali. Jaz se nisem imela tukaj kje učiti, ne, tudi na Nizozemskem teh tehnik ni bilo in sem jaz to tako delala, ne, kako je to izobraževanje, ta specializacija zame potekala. Od 8 pa tam nekje do 6 zvečer smo mogli biti z njo in čisto skozi delati pod njenim nadzorom, tako da res mislim, si se trudil, da si naredil 100%, pa še ni bilo.
In potem sem jaz pokazala moj izdelek, pa prav, ja. Ampak, a veš kako, saj za prvič je dober, ampak drug dan nadaljujemo tukaj, ampak ti moraš tole popraviti. In pol sem jaz vse vzela in sem šla v hotel in sem pol praktično takrat, ne vem, kako sem zdržala, zato sem bila trmasta. Po 5 ur na dan je bilo to, mislim, maksimalno spanja in sem spet kvačkala v hotelu, tako da k sreči sem imela eno snažilko, ki je bila Črnogorka in je ona meni pustila, da je moja soba se spremenila v delavnico, pa še kaj mi je pomagala, kakšen, rekla, za naše pojme plevel, ampak vse, kar je v zunaj rasel, kar sem se lahko učila žičati, pa tako naprej, me še sama šopke nosila, ne. Ampak ja, specializacija je to pomenila, da sem se zdaj jaz toliko sfrizirala, če temu tako rečem, da dejansko jaz poroke pravzaprav ne vzamem več kar tako, ampak jaz se moram z nevesto 1 uro usesti, se pogovoriti, presodim njen karakter, avtomatično rečem, da če želi po tistih slikah iz Instagrama in tisto, kar mi že prinese naprej, da to pa potem ne gre kam drugam. In potem, ko se pogovarjava, jo v bistvu prepričam v tisto, mi povem, kaj v bistvu tisto najbolj sede in kar sem zdaj imela porok, moram reči, da so bili vsi presenečeni in zadovoljni in tako naprej. Jaz to ne delam tako na štanc varianto. Jaz to delam bolj tudi tako, da se pogovoriš, da spoznaš človeka, da pravzaprav bo malo mogoče tukaj se tako, bom rekla, da se zamisli, koga bi rada, da pove svoje želje, da pozabiti na ženina, kaj je njemu všeč, a ne, sorry, to je tisti dan, ki je tvoj dan, to jaz vsakič povem, a ne. In ja, tako no, to tako pomeni, da vidiš, tudi recimo včasih vidiš, da je pač punca zbrala napačno obleko, da je vsa nesrečna, ki je v tisti obleki je na slik, pa pravim, ja, a je bila to vaša izbira, prav, ja ne, tašči se je zdela fajn, ne. A ti šment, no, a ne, se nekaj, ja, kaj pa če mi zdaj tukaj zdaj začele, pa vi se na mene zgovorite, da to čist nič vam ne pristaja, no, in tako mi je, 1-2 poroke mi pa nekje tako, rekla, uspel, da smo še obleko zamenjali, no. Tako. Zdaj zanima me, no, dober. Zanima me pa zaprav floristika, ne? Kaj pravzaprav to je? Ja, veste, tukaj pa tako, ne, en tak čuden splet okoliščin. Namreč jaz sem od vsega začetka sem rada oblikovala, ne. In risala in vse sorte delala. Hkrati v bistvu pa tudi neke poskuse, kar je bilo z rastlinami povezano, en tak zelo zanimiv poskus, tudi botaniko biologijo, to je bil moj najljubši predmet, ne. Je pa hecen, da sem jaz šla pač v naravoslovno-matematično smer, sem generacija usmerjenega izobraževanja in takrat pač ni bilo matur in tako in smo pač, jaz sem bila še poslana oziroma tako so starši rekli, tja greš, smo mi to ubogali, a ne, zdaj malo drugače. In sem bila pač jaz v gimnaziji, ki je bila malo spremenjena, ampak je vsak profesor mislil, da je njegov predmet najbolj pomemben, ne, dobro, smo to čez dali, ampak recimo, jaz sem delala tako, en tak presek, ne, narava pa oblikovanje, potem sem pa že za srednjo šolo, da bi šla, sem prosila, jaz bi pa šla na oblikovanje, so pa rekli, ne, peč ti lepo fleten v to šolo, ki je najbolj podobna gimnazija, veš, moraš razmišljati tudi o kruhu, ne, pač oblikovanje, veš, kaj je to so sami izbranci uspejo, ne, to ni. In ja, in pol v bistvu, jaz sem skozi še vedno imela tisto, rada sem risala in tako naprej, ampak pol se mi je pa pojavila ena taka, bi rekla, res fantastična priložnost. In sicer takrat je bil še čas Jugoslavija, ne, to pač jaz k hčeri to razlagam, ko ima zdaj 25 let, to ne zastop, kva to pomeni, ne, takrat za študentko, ki je 22 let stara, ki gre lahko za 3 mesece v tujino, v Švico, jaz sem imela teto tam in sem si uredila prakso v cvetličarni. Tam je bil to drug svet, že iz Jugoslavije prideš, ki je drug svet. In res je bilo noro, ne, pač tudi teta je bila poročena z enim tovarnarjem, jaz sem vsak drug dan dobila 100 švicarskih frankov, da gremo v restauracijo jesti, jaz sem to vse šparala, jaz sem bila na sendvičah, jaz sem pošla na absolventski izlet tistega denarja, pa vse sorte, ampak tam sem videla v Švici, kaj se da narediti iz cvetja in se rekla, to je to, ne. Pa je bilo pa tako hecano, ne, zagovor diplome je bil zelo na hiter, čisto nič nisem komplicirala, ker sem 2 dni prej izvedela, da ga imam, ker enemu drugemu se je pač mudil za službo, pa so mene zraven pritaknili. No, ko sem pa imela pač zagovor diplome, to sem imela dopoldne, popoldne sem šla pa v Ljubljani, v Gardenijo na upravo vprašati,
če rabijo kakšnega pač malo za pomoč v cvetličarnah. No. To je bilo malo pred 1. novembrom. In tako se je pač nekje začela moja ta, bi rekla, pot, cvetje, oblikovanje v Grdenji, v cvetličarnah, tam sem bila 7 let. Ja, pol je pa nekje en tak, kaj pa vem, po 7 letih so vedno rekli, treba nekaj zamenjati, ne. In sem dobila priložnost, da sem začela tukaj na Biotehniškem centru Naklo glede na poučevanje, ne. Mene je v bistvu bolj zanimalo to, kako bi jaz poučevala floristiko, in istočasno so pa v bistvu tudi če rabili vodjo posestva, in avte verjeli, jaz sem bila še 2 let pol tukaj v Naklem še vodja posestva, no, pa končno se je nekje sprostilo mesto za učitelja in potem so se začele te moje zgodbe. In tudi zdaj v bistvu, zakaj sem pa šla v bistvu na svoje, sem se pa po 20 letih naveličala tistega dela v kalupu. Nisem se naveličala študentov. Prav zaradi študentov in dijakov, pa v bistvu vseh drugih kandidatov sem toliko cajt vztrajala v tem šolskem sistemu. Ampak pa nisem več mogla tako učiti, kakor sem želela, se nekaj, zdaj bi bilo pa čas, da grem na svoje. Evo. In zdaj pač delam stvari po svoje. Super. Jaz sem razmišljal, sem rekel, kaj naj taki ženski, kot ste vi, človek podari, če pride slučajno na obisk, ne, če bi se odpravil. Sem rekel, da je mene oče učil, kamorkoli greš, nes liter vina, ne, to zmeri. Ne. Sem rekel, ok, dobro, za moža še že, ne, ampak zdaj, kakšno rožico pa naj nesem van, ne. Sem rekel, dobro, mogoče bi se oglasil, da tam je Radovljici, pa bi rekel, da grem k vam na obisk v cvetličarni pa vprašam. Pa sem rekel, boga, cvetličarka, ne, po mojem bi... A veste, da je to moja hči naredila? Ki meni za 8. marc, ki je bila še v osnovni šoli, ki je prišla v cvetličarno v Radovljici, je prišla tja pa je rekla, veste, jaz sem Ana Šegula, bi pa jaz kupila rožico za mojo mami, mora biti pa frišna, tako zmeri mami prav. In pa pravim, Ana, in koga so ti naredili v cvetličarnem prav? Nič niso od ospredje prinesli, so od ozad šli iskat. Ne, jaz sem prav sem razmišljal, sem rekel, zdaj se poznate od gorenjsko narodno, ko pravi rože mi vse povedo, ne? In sem rekel, dobro, kaj če pol nest, če bi slučajno prišel na obisk, ne? Pol sem si pomagal, sem rekel, zdaj vsaka rožica ima nekaj zgodbo v zadnji, ne? Ja. Sem rekel, pol sem si pomagal s tem malo, poznate to knjigo od Ovida, Metamorfoze? Ne, moram poznate? Da ne. To bi mogli, to pa morate prebrati. Moram prebrati, v redu. Namreč Ovid v svojih zgodbah, to so te klasika rimska, ne? Not opisuje nastanek rož. Aha. Recimo pravi, kako je, recimo poznate, to je rožo Adonis, poznate, ne? No, in pravi, kako je nastala ta Adonisa, ne? Pravi, to je dejala Kitera, nato je takoj poškropila kri z vdihavljenim nektarjem, brsko se je z njo pomešala, kri se je zburkala, prav kot razburkajo kaplje deževno lužo, ko kdaj ob nevihti gladina je polna mehurčkov. Namreč Adonis je umrl, ne, ko so ga ubili, ne. Dolgo ni trajalo, ni še dobra, ni ura pretekla, že s krvi je pognala cvetlica, ta prav kot granatno jabolko se zdi po barvi, ki plodici skriva semenje, cvet pa zgolj kratkotrajen, ker nežen, prerahel in drži se, zlahka odpade, ko stresa ga veter, ki dal mu je ime. A je v redu opis? Wow. Rožce. Ja, mislim, to je pa tak, zelo, z besedami zelo bi rekla slikovit opis, no, tako da se moraš poglobiti, pa še ne dvakrat prebrati. Potem sem rekel, da vam bi narciso prinesel, ne? Ker narcisa je pa nastala, ko je se narcis zaljubil vase in ga je potem v bistvu se spremenil v narciso, ne? To pa poznam, ja. No, ampak je problem, ker je pa v bistvu kot neke vrste, bi rekel, narkotika, ne? Ja, narcisa ima svoje ime, pravzaprav izvira iz narkoze, a ne, to so pač
Iz njenih čebulic so strgali sok in so potem s tistim omamljali tiste boge gladiatorje, ki so jih mogli skupaj zašiti pa pokrpati, ne. To je bilo prvi narkotik, tako je. No, potem sem rekel, če bi pa meto prinesel, pa verjetno ne bi. A veste kaj, nekaj morate vedeti, a ne. Pravzaprav je vsak obisk, vsak ding-dong, to je že v bistvu neko presenečenje in je v bistvu tako, bom rekla, že darilo samo po sebi. Jaz imam sicer to smolo, ne, zdaj v bistvu ne, ker smo v lockdownu, zdaj smo doma. Zdaj pa itak noben ne sme priti, a ne, ampak v glavnem, ta prvo me morajo poklicati, kje sem, a ne, zaradi tega, da pač vedo, a sem v Sloveniji, a sem kje tu krog, a ne. In najboljš mi je tako, da kakšen čisto spontano pride, pol pa sledi kavica ali pa čaj ali pa karkoli pa že, klepet, a ne. Drugače pa od mojih, recimo, za kakšno darilo pa, ja, saj je cvet, je tisto, a ne, cvetje pove več, to je res. Jaz imam pa zelo rada, recimo, tako, ne vem, dobila sem kupon, recimo, za tole, zipline. In jaz sem ful uživala in potem sem jaz mislila, da bo to tudi en moj kolega užival, a ne, je pa Nizozemec, evo. Že 20 let skupaj sodelujeva in jaz sem Nizozemca peljala na zipline na Planico. Tako da si lahko predstavljate, koliko je bilo njega strah, pa koliko sem jaz uživala, ne. Tako da, kot darilo, kot obisk, že sam obisk po sebi je darilo, no. Tako, No, v redu. tako da lahko brez, pijem pa sladka vina, no, tako da. V redu. Dobro, v redu. Bom vedel. Hotel sem še ena zadeva vprašati. Jaz se spomnim z enega filma James Bonda, ne, sem gledal, je bila tam ena ruska agentka, ko je niso mogli nikakor ugotoviti, a je ali ni, ne. In potem so ji podarili parno število vrtnic, ne, in ker je pristala, zato so jo ugotovili. Zdaj me pa zanima pravzaprav, zakaj morajo biti recimo rože ali pa vrtnice, bi rekel, neparne? Ja, to je v bistvu tako nekje ena taka stara vraža, da parno število cvetja pokliče duše iz groba, ne. Neparno pa ne, a ne, neparno pa pač je v bistvu nasproten učinek, ampak to je v bistvu tako, to še enkrat povem, to je stara vraža. In zdaj nekateri se tega držijo, je pa tako, ni zdaj problematično pri tistem cvetju, ki ga ne moreš prešteti, ne vem, da rečeva mnogocvetne vrtnice, ki je več majhnih cvetov skupaj na steblu, ampak bolj moraš biti pozoren, recimo, če delaš šopek, da res ne daš tisto, ne vem, 4 vrtnice ali pa kaj takega. Izjema pa potrjuje pravilo, je pa valentinovo, a ne. Takrat pa pač damo lahko 2 vrtnici, ki pa morata biti na enaki višini, da se klunčkata, ne ena za drugo ali pa ena pod drugo, a ne, ampak tako skupaj zvezani ali pa kakorkoli pač že. Se pravi, kakor jaz ženske poznam, bi vzele tudi parno število, je bilo vseeno. Čist tukaj. To je ena taka stara vraža, je fajn, da se jih to pozna, namreč ko pa delaš s strankama, v bistvu je tako, da tukaj ti v svojem odnosu, tukaj v bistvu umetnost neke zgodbe, tukaj ni samo naredim šopek in bumf, a ne. Tukaj se jaz v tem razlikujem, da poslušam in potem dejansko nekje začutim, kaj ta oseba rabi, a ne. In potem, ko dobi tisti šopek, a ne, je pa res, tako bom rekla, ali šopek ali aranžma ali karkoli pač je čisto nekaj drugega, a ne. Tudi recimo bom tako, pač jaz pravim, cvetje nas vedno je in nas bo, a ne, spremljalo od rojstva do groba. To vem tudi zaradi tega, ker jaz sem pač tudi napisala učbenik skupaj seveda še z eno sodelavko, ampak moje poglavje, čisto moje poglavje je tudi med drugim zgodovina floristike. In je bilo zelo zanimivo v bistvu spremljati, a ne, kaj se je vse delalo, kako se je delalo, ker ni pisnih virov, kakšne dekoracije so delali. V bistvu se je vse spremljalo, ne vem, preko pročelij, preko fresk, preko hieroglifov, če hočete, ker ko sem šla pač na pot, zdaj sem že ugotovila, da sem res že malo bolj tako, a ne, v zrelih letih, ne, da je to že 12 let od tega, ker sva bile z eno kolegico same v Egiptu. Dejansko je bilo tisto, vsako potovanje diši po hortikulturi, no, še vedno iščem nove vire,
kaj se je dogajalo včasih. In res vidiš, da je to tukaj nekaj več, tukaj ni samo cvet, ki je lep, ampak v bistvu tudi kako ga doživeti. Zdaj mogoče, ko sem v taki druščini, naj kar povem, da že leta 2012, zdaj sem se to spomnila, smo imeli en projekt, ko smo bili v Varaždinu in smo bili cvetličarji z različnih koncev Evrope in smo dejansko se razdelili, da naredimo dekoracije za različne tipe stilov. In en tak poseben izziv je bil za našo skupino, pa spet je to na mojem zevenku zraslo, zdaj sploh ne vem, ali je to zdaj naključje, da smo mi tukaj, ker jaz včasih rečem, da naključje ni, ampak da nam je to na pot pripeljan. Sem jaz dala pobudo, kaj pa če bi mi delali dekoracije tako, da bi jih lahko res namensko dali za tiste, ki ne vidi. To pomeni, da moramo izbirati materiale, ki ga lahko, bi rekla, zaznajo s prsti, oziroma jaz temu tako rečem gledanje s prsti, brez zamere, ampak jaz to tako sprejemam, tako pač, ne vem, tako si razlagam. Ja, saj mi tudi uporabljam gledati s prsti. Jaz pač nisem, se pravim, jaz sem laik tukaj, tako da če bom s svojemu, bi rekla, žargonom ali pa izbiro besed, ne želim nobenega v kakšno tako slabo voljo spraviti, ampak tako jaz dojemam. In potem smo to delali in jaz sem recimo mogla narediti stožec in zdaj mi je to čist pred očmi, kako sem jaz to delala, namreč izbrala sem rastlino, ki se ji reče po domače zajčja ušesa, to je kosmate listema, in v bistvu sem naredila stožec iz, bi rekla, iz plastike, iz take upogljive plastike, da je bila votla. Prelepila sem ta stožec s temi listi volnatimi in potem sem na njih dala druge liste, ki so bili gladki, tako da ko sem jaz to tipala, sem pač videla, tole je taka struktura, to je pa taka tekstura, in potem sem v tist noter dala še en voto stožec. In zdaj sem v bistvu imela dva stožca, v enega sem dala večje kamenčke, v drugega sem pa dala, se pravi, tole, polento, grobo polento. In ko sem jaz to vse skupaj zaprla in ko sem jaz stožec začela gujsati, premikati, se je to tako slišalo, kakor bi bil val, ta prvo so se pokotalikali ta večji kamenčki, potem se je pa še usula ta polenta zraven. In potem smo rekli, zdaj moramo pa ta doživetja narediti tako, da bi tudi drugi to recimo videli kako. In smo vsem zavezali oči in smo dobesedno peljali do naših aranžmajev za roko in smo potem, kako so to tipali. In takrat recimo je bilo tisto, da smo začeli tudi malo drugače razmišljati. In tudi dejansko moramo vedeti, da je von pa tip, da je to izjemno pomembno čutilo, ki smo ga mi pozabili. Recimo v floristiki je bilo vse samo, kako to lepo zgleda, ampak zdaj grejo že nazaj. Žlahtnitelji delajo sorte, ki imajo prijeten von, ki imajo drugačno strukturo listov. Skratka, tukaj se zdaj zadeve vse malo spreminjajo. In to je recimo en tak izziv, ki jaz mogoče to nekaj bolj širok zajemam, dojemam, probam dati v svoje aranžmaje. Tako. No, dele se spomnim vmes. Veste, kako se reče po angleško božje drevce? Po angleško? Hollywood. Hollywood, ok, v redu je. Je pa zanimivo, zanimivo, da to božje drevce v Hollywoodu ne raste. Ne. Dobro, bilo grede. V redu, zdaj bova pa prišla na tisto temo, pravzaprav, ko smo mi se dogovarjali tukaj. Prišel je telefonski klic, Katarina, je prišel telefonski klic in potem povedi. Mikrofon vklopi. Ja, gospa Sabina je klicala najprej Dušana, ker Dušan ni čist vedel, oziroma Dušana Starleta, ker on ni čist vedel, kaj se dogaja, je rekel, pokličite v ponedeljek, ko pride Katarina v službo. In Sabina je mene klicala, mi povedala, kdo je, kje je bila, kaj dela in če bi lahko tudi slepim pokazali, namreč Sabina je pa Peter sta organizatorja tiste velike smreke v Vatikanu, da če bi lahko tudi v knjižnici postavili smrekco, na kateri bi bili
okraski, da bi lahko slepi potipali, kako to izgleda. In mi smo rekli, komota, ne? In gospa Sabina je prišla v knjižnico, v torek, skupaj z 2 nečakinjama, in v knjižnici je zdaj še zmeraj stoji smrekca, ki je pohvaljena z vseh strani. In tudi mi... To zaveso smo odgrnali, ne, da se vidi tudi zunaj. Ja, in se ustavijo, pogledajo, ne vem, prejšnji dan, ko je sneg padal, je tako lepo izgledalo, tako da ja, imamo posebno smrekco z okraski, zasluge gredo pa Sabini. Ja, glejte, ja, enostavno sem se pač, se pravim, pride do tega, da se človek včasih malo zamisli, pa v bistvu ne veš, koliko si pravzaprav, veste, mene malo, bom tako začela, mene malo motka zdaj v temu korona času vsi povprek jamrajo. Jaz pa mislim, da vseeno po eni strani je mogel nekje pridati do tega, se v končni fazi misli so zelo močne in če zdaj le gledamo tudi repertoarje teh groznih filmov, vse povsod, kaj bi bilo, če bi bila neka epidemija, pa bi virus ven ušel, pa vse te zadeve. Malo mislim, da smo si majhen to tudi sami priklicali. Po drugi strani se je pa vseeno v tem letu zgodilo še nekaj več, ne? Bolj smo se povezali, kakorkoli. Mi smo že v bistvu v takem času živeli, da nismo se znali ustaviti. Meni se je včasih zdelo, da hodimo pri nam doma eden mimo drugega. No, zdaj pa v bistvu ne moramo iti ven in smo se ustavili in smo se pač, rekla, veliko bolj povezali. In tudi dejansko v tem obdobju, ko sem pač prevzela vso tole zgodbo božično, a ne ta pač projekt, je bilo zelo napeto, sploh ko je pač ta korona, pa moraš se paziti, pa zakaj bi v bistvu skozi samo jamral. Ampak sem potem videla, da so ljudje, ki sem jim jaz pokazala, ko se ti okraski delajo, so to res tisto, rekla, na koncu je res to šlo v družine, to so družine delale, to je bilo res tisto medgeneracijsko. 400 prostovoljcev, ne? Ja, tako je bilo v bistvu, kakor včasih, ko se je ličkalo. Jaz se še to spomnim, a ne. Smo vseh vetrov skupaj prišli, pa smo imeli čas, pa ni bilo ne telefonov, pa ni bilo ne interneta, nič, ne. In je pač, nič nam ni bilo narobe. In zdaj v bistvu so ljudje, ki so mogli nekaj delati dejansko in tako, no, se ne moreš skozi gledati v ta ekran, v bistvu biti skozi na teh elektronskih zadevah. In jaz sem dobivala tudi v bistvu klice, so se zahvaljevala, ne, da so pač lahko nekaj delali skupaj, da dejansko ljudje so pozabili, kaj lahko delajo skupaj z otroci. In zdaj so pa imeli eno temo. In tudi bilo je tako, da so me poklicali drugi, če mi lahko pomagajo. In nekaj ljudi je res ogromno naredil, jaz sem jim vozila materiale, ne, vse to je bilo pač drugače. In v končni fazi je bil to en tak privilegij, da sem nekje uspela to vse skupaj združiti in vsi smo sodelovali. In vse to sem gledala in potem sem rekla, ja, čakajte malo, vse to smo Slovenci, a ne, saj smo vsi. Sploh sem pa mogoče to majčkeno bolj začela razmišljati o tem, ker sem dobila en tak prek Messengerja, ne, en klic iz Kanade in so zamejski Slovenci to vse spremljali in me potem ena prosila, da naredim en intervju, če sem pripravljena za njihov radio. In potem, ko sem videla, kaj to pravzaprav je, ne, ko si ti enkrat v tem vrtincu, sploh ko ne stopiš iz tega vrtinca ven, ne veš, kaj si naredil. Ne. Pa sem rekla, ja, čakajte malo, se v končni fazi treba še na nekoga pomisliti. Ne. In takrat recimo se je pač ta misel čisto dozorela in sem se definitivno odločila, sem rekla, glejte, to je treba še na ta način narediti, ne, da boste še vi nekje doživeli ta božič, kako to izgleda. Se mi lahko vse opisujemo, ampak to je drugače. Tako, ko sva se pač s Katarino, ko je videla tisto mojo repeticijo, ko sem jo prinesla za te veliko smreko, ne, ko sem prinesla tiste 3 vzorčke, kva visi tam, se sebe ne predstavlja, koliko je to velika zadeva. A ne? Pač, ja, to je meter dolga repetica, a ne? Pač tudi tako je, ne? Meni je bilo to normalen, ker sem 3 mesece živela s temi okraski. In zato se mi zdi, da je to prav, a ne? In mogoče še tako, no, zdaj v nedeljo, da vam pač povem, sem poslala tudi ta posnetek, ki sem ga naredila po proslavi. Ker tista proslava je po eni strani bila čist, rekla, mogoče bolj na duhovni, rekla, vsebini. Pustimo tiste govore, pa vse tisto, kaj je pač bilo. Jaz sem tisto bolj preslišala kot ne. Ampak ko ti pa nekje pride v ušesa naša zdravljica pred Vatikanom, a ne,
vidiš to smreko, pa veš, koliko ljudi tukaj sodelovali, kako so, bi rekla, krivico naredili tej naši smreki, prosim lepo. Ni nič ufucana. Jaz si pravim, da je to res impozantna 75 let slovenska dama predstavlja Slovenijo. Jaz si kar že dama pravim, ker pač res mora vse to poslušati, ko ga je vse doživela, ne. Skratka, pol sem pa začela razmišljati, kaj pa če bi zdaj začela to majhen govoriti, ne, kaj jaz pravzaprav tukaj doživljam. No in tako je nastal čisto spontano, ob 9. zvečer resnično sem na celem trgu Svetega Petra, kjer je lahko, a veste, množice ogromno. Nas je bilo mogoče tam 50, če nas je bilo. Jaz hodim okrog in pač govorim, kako to zgleda, kako dojemam, kaj se dogaja s svetlobo, kakšna je pač zvezda in tako naprej. In je pač nastal ta zvočni zapis in zdaj bo na radiju, se pravi Luč v temi v Ognjišču. In ko so pač ta zapis videli, so dejansko, jaz sem še enkrat to poskušala tako, bom rekla, odkrito, sem zamižala in se poslušala. In jaz, v redu, imaš spomin, ja, ga imaš, ko si to že nekaj drugače doživel. Ampak mislim, da sem poskušala laično čim bolj to opisati in se mi zdi prav, ena taka, kakor ena dolžnost se mi je zdela. Moram povedati, da je to bilo izven projekta. Projekt je bil že zaključen, vse. Jaz sem samo obvestila, če lahko to naredim, ker v končni fazi to je bil vseeno projekt vlade, a ne, da ne bi kakšen rekel, da se grem neke solo akcije. In ja, potem smo pa spet družina skupaj stopili, pa smo spet naredili nekaj lepega, pa ene okraske delali, a ne, pa Peter je še prišel s hčerjo, smo skupaj se še smejali, smo se imeli dobro. In smo naredili okraske, ki so zdaj prvem, a ne. In meni se zdi to tako nekaj fajnega, no, pač ne vem, vsi me čudno gledajo, za koga sem toliko A bojo taki okraski za veliko noč ostali, bi mi imeli tam v galeriji? Komot, to so zdaj forever. Meni se je zgodilo to, ne, da jaz sem zdaj te okraske, ki smo jih dajali, smo se zgovarjali, kaj bojo Italijani s temu naredili, se nekaj poslušajte. To so okraski, ki lahko zgorijo, vzamejo drvešček, fliknejo na ogenj ali pa pomeljejo, pa je to še gnojilo zraven, ne, čistko. Ampak zdaj se je pa zgodilo to, da so vsi, ki so gledali, so vse škatle spravljali, pa spraševali, kako se to pospravi, pa kako to izgleda, da bo to še kar nekaj časa. Ker recimo, ki je bil Urbi et Orbi, mene je to presenetilo, ni bil z balkona, ampak je bil pač iz te apostolske palače, kjer sva s Petrom, mislim, 3 dni pred koncem vsega zvedela, da bo pa še 2 smreki naknadno, a ne, okrasila. In sicer, veste, videli so, da so okraski ostali, ker jaz sem v bistvu mogla narediti v tem projektu sama malo bolj profesionalne okraske, bolj zahteven motiv, tudi iz Oblancev, za dvorano papeža Pavla VI. In pa za dvorano Klementina. Tukaj sta bolj protokolarni drevesi, bi rekla, gre bolj na svetovni parket, kar se tiče vseh dejavnosti. In potem so zaradi covida dvorano papeža VI. Zaprli in so mojstri kar pogruntali, ja, te okraski so, pa dajmo 2 smreke namestene, a ne. Ja, zelo dobro, ampak ena smreka ima eno špico, jaz sem imela eno špico narejeno, to pomeni, da sem pač, hvala Bogu, a ne, jaz imam zmeraj po tistmu še socialističnemu, nič nas ne sme presenetiti, roblance sabo, pa žice, pa škarje, pa silikon, pa vse, jaz sem imela vse kakor za delavnico s sabo, ker so pač s Petrom sva midva potovala z avtomobilom, tako do zdaj vedno, kakšen misli, da z avionom potujejo, ampak nikoli še niso bila z avionom dol. In v glavnem so še po noč delali tako nekje do polnoči še dodatno špico. In ko smo vse to naredili, ne, sem jaz pač rekla, v redu, bojo imeli tukaj, ne vem, kakšne sprejeme, pa to, še naprej pamet mi pa ni prišlo, ko sem gledala Urbi et Orbi, wow, to je pa zdaj tukaj, ne, in potem vidiš tiste 2 slovenske smreke, pa vidiš okraske, pa veš, kako smo ljudje delali, da so se nek pod krvavcem delali, pa da je moja cela familija skupaj delala. Nečakinja je rekla, joj, teta Bina, a veš, da sem danes sanjala, da delam, ampak se ni več treba delati, a ne. Mislim, to smo res tako, tudi ta Maja mi je rekla, veš, si tako kot Božičkova delavnica, ne. Mislim, kaj naj rečem, ja, in to sem doživljala čisto drugače. Bilo je v bistvu veliko strahu, kako bomo to izvedeli, a bo kakšen na teh delavnicah, ki sem jih jaz imela, zbolel. Sreč ni bilo nič, zdaj spet ne vem, a je bila to sreča ali nas je mogoče kakšen vseeno pazil.
Tako, malo bolj duhovno rateš pol, včasih, zdaj imamo čas, se vase poglobiš in iz tega je potem rezultat bil, da sem se na vas spomnila. In tako še ustrajala sem, no, mislim, sem eno številko vrtela, pa so me drugam dali, sem spet vrtela, me nazaj tajence vezala, mislim, tako, malo smo se hecali, ampak tako je bilo, no. Nisem nobenega poznala, sem pa pač ustrajala. To sem hotel prebrati. Znala fajne ljudi, evo. To sem hotel prebrati, ne, za ta 42 smrekcije, ne, plus ta velika. Ne. Ja. Zdaj ta velika je 30 metrov visoka, 75 let stara, tehta 7 ton, iz nje bi pridobili 5,33 kubikov in ima 67 centimetrov premira. Zdaj ta 67 centimetrov premira je pomembno, ne, zato ker imajo tisto luknjo za not postaviti 70. Tako je. Velika zadeva. Jaz sem glih predvčerajšnjem tudi končala en članek, raven so me prosili še, da objasnim še enkrat zgodbo o smreki. Glejte, zadeva je zelo, enostavna z mojega vidika, ker jaz sem bila v bistvu od vsega začetka, veste, čisto prvi sestanek, ki je bil, pa je bilo marsikaj drugače, lahko kar direkt povem, da sem jaz dejansko dala, rekla, to pobudo za medgeneracijsko delo in tako naprej, ker sodelujem tudi v drugih medgeneracijskih projektih, ki so malo drugačen in ker vem, koliko je bilo dela, koliko časa so to smreko zbirala, veste, komot bi bila smreka s Pokljuke, sam, a je kdo pomislil, kako bi jo poj s Pokljuke dol spravili? Meni so gozdarji, jaz sem šla fante vprašati, no, tam, ko so poj prpalali smreko, sem nekaj poslušajte, dajte mi to majhen razložiti in dejansko je bilo treba 30 metrov, ne, pa plus še je bilo malo to dala, ne, to morate vedeti, da gre 2 metra to v zemljo, ne, ko smo se prej zgovarjali, to je en tak, bi rekla, luknja, odprtina, cev, ki to vse noter dajo, to vse dvignejo, ne, in potem morajo vse nacentrirati in tako naprej. In dostopno, 30 metrov visoko zaradi 30-letnice samostojnosti, plebiscit, vse to zgodba zraven, pa potem še 70 centimetrov maksimum premera, pa še zdrava mora biti, pa še deblo mora biti čist ravno, zaradi tega, ker je to zelo nevaren, če ni ravno, ker potem recimo lahko zaniha, pa se kaj še kakšna nesreča zgodi. Tako da mislim, da je bilo zelo velika krivica narejena, ker je ena taka kvačka pač pričakovano, zletela po Sloveniji, rečem, da smreka je lepa. In resnično imela sem kontakt že od leta 11 z enim vrtnarjem, smo skozi tako pač, na vezi, z enim. On je pravzaprav za Drevnino in jaz sem ga pol intervjuvala, on sicer zna samo italijansko. Jaz se zdaj učim italijansko. In on je povedal resnico, kakšna je, ne? In pa smo mi to majhen poskušali z slikami vse podkrepiti, da je ta smreka res lepa, ne? In nekoga ste vprašali, tako, ko je prišel tam mimo, pa ste pol tudi posneli v italijanščini. Veste, nekoga sem vprašala, ne? To je tako, morate vedeti, da od leta 11 sva midva s Petrom tam, v tej skupini vatikanskih vrtnarjev. Vsak, se pravi, od 11 do 13 sva bila samo za veliko noč, potem so pa naju v bistvu povabili še za Božič. In mi se vedno v bistvu srečamo, ne? In smo, v bistvu tudi, če ne govorimo jezika, to je zanimivo, vemo, kaj želimo. Ne znam povedati. Neverbalna govorica je dejansko 90%, ne? Ja, človeka začutiš, ne? In toliko že nekje pač par besed vržem ven italijanskih in jaz sem na Avgustu pač rekla, ne, da pač pokazala sem mu pač tale moj fotoaparat, rekla, a bi mogoče za slovensko smreko Albero di Natale Slovenija, on je to že zastopal, za kva se gre in je pač povedal. In po prevodu sem dejansko videla, da je to človek, ki je 29 let v bistvu tam že to postavlja, ne, od vsega začetka je tam in če kdo bil ta prav, da je povedal, kakšna je smreka čisto po pravici, je to ona, ne. Tako da smreka je lepa, lahko smo ponosni, kako smo se predstavili, žalostna sem, da je bilo pač toliko nekih negativnih stvari, jaz pravim, da je treba pač spoštovati delo vseh, ki so se vpletali v to, ki so pomagali. Ker jaz na ta projekt, čeprav recimo je bil to projekt vlade, gledam popolnoma nevtralno,
to je bil Božič. To je nekaj, tudi izbira okrasko. Gospod Janez Bogataj je izbral okraske motive za ta veliko smreko, jaz sem pa vse ostalo imela na čez. In v glavnem tudi to, ta šesterolist, simbol, upanje, zaščita, betlehemska poslovenjena zvezda, ki imamo šesterolist v glavi tam, kjer ne bi bila pač zvezda, pa potem rep, je noter šesterolist. Skratka, vsa ta simbolika, pa medgeneracijsko, to smo toliko naredili, to smo res lepo predstavili Slovenijo, čeprav mi mogoče ne vemo. Ogromno je šlo čez. Zelo veliko so potem novinarji pozitivno oziroma resnico napisali. In ja, je bilo pa naporno, moram priznati. Nikoli še v življenju nisem imela toliko slabega vremena v Rimu, pa sem bila že, ne vem, 21krat pa kar po več dni. Ko sem prišla, je bil sonce, pa ko sem šla, je bil sonce. Vmes samo dež. Vmes so bili mogoče par urni presledki in takrat si to delali. In ja, zelo veliko improvizacije. Morate vedeti, da je tudi tam COVID. Recimo polovico osebja je manjkalo. Tisti, ki so vse vedeli, so bili ravno v karanteni, pomanjkanje informacij, skratka, tako da smo potem malo smo improvizirali, vse smo naredili, tako je treba, se je pa potegnili, namesto da bi bili 5. konec, smo bili 10. konec. Pa kako ste videli prišla v Vatikan? Menda je Peter pisal dol ali poklical in so rekli prita, ali tako? To je bilo leta 2011. Ja, to je tako, s Petrom... Spet eno naključje, ne? Ja, oziroma... Ja, kakorkoli pač je, Glejte, s Petrom sva postala sodelavca na Bacanaklo in v bistvu oba s področja hortikulture. On je bolj doma v Dravnini, on je vrtnar, jaz sem pa pač, moje področje je floristika, in pa en del pač zelnatih rastlin, to zelo ločem, pravim, v lesnatem delu nisem doma. In sicer oba dva sta to poučevala, on pač organizator sicer tečajev, ampak pri odraslih tudi on poučuje, jaz sem takrat še na srednji šoli. In ker sem vedno imela neke take, rekla, drugačne projekte. Tisto, kar je bilo v normalnem šolskem programu, meni ni nikoli zadostovalo. In v glavnem me vpraša prav ti, a bi ti šla z mano, a tebe to zanimalo, kako to izgleda, kako Nizozemci krasijo. To bilo zanimivo, ampak Peter, daj pozapa. A veš, to je Vatikan. Prav, a veš, koga se so zato tam, pa naj nama odgovorijo. In on je v bistvu prvič kontaktiral z veleposlaništvom pri Svetem sedežu in jaz sem že majčkeno bila tako, sem že malo bolj kot ne pozabila na to, ampak potem je tik pred veliko nočjo prišlo pismo oziroma mail, da sva dobrodošla, da lahko prideva gledati. Wow, nisva vedela, kam greva, v koga se pač podajava. Pa to sta bila samo vidva, noben drug, mislim, Samo midva sva bila. Odpadalcev bomo rekli. Samo midva in samo midva sva tam še vedno odpadalcev. Tudi rečete temu naključje ali pa pač ne. Se pravim, tukaj tako. Pa še malo sem se poigrala z besedami, sem rekla, glej Peter, zakaj si pa ti ribič? Ja, glejte, tako pač je. In potem, ko sem letos bila v baziliki Svete Sabine, končno sva si vzela čas, sem potem izvedela, da je ta bazilika iz 4. stoletja, da je pač edina tako ohranjena in da je kopija prve bazilike Svetega Petra. A glej ga šmenta, spet naključje, Sveta Sabina. No, ampak v glavnem, da se vrnem v leto 11, mi da se pripeleva, imela sva dress code, kako mora biti napravljena na ambasado. To se še čisto spomnim, zaradi tega, ker jaz ne nosim pet, to ne pač zaupam, tako tistih salonorjev nimam rada. Kikal itak ne nosim, jaz sem vedno v hlačah, tako da to so mogli pač, rekla, požalvati, Ampak tako heca, malo heca mora biti. Skratka, po uradnem obisku so naju z diplomatskim vozilom odpeljali v Vatikan. Orodja svojega niso smela imeti, ker je to dejansko nož je že hladno orožje. Naju niso poznali. Prej sem mogla dati vse svoje podatke, zato da so šla na preverjanje vse sorte, ker pač je, midva sem mogla pasporte dati skenirane.
No, znašla sva se pred vrtnarijo. V preddverju vrtnarije v Vatikanu so delali nizozemski vrtnarji oziroma cvetličarji, not so bili pa Italijani. In tako je bilo, pač midva sta tam vmes stala, ne? Jaz sem obojne videla, levo, desno in pač z Nizozemci se lahko zgovarjali, angleško znajo, ampak oni točno vedo, zakaj so tam. Oni so tam točno marketinško in po tolikih letih točno vem, kako delajo aranžmaje, ker kamera pokaže. Ker kamera ne pokaže posode v spodaj, to si težko predstavljati. Vzgoraj je čudovita aranžma iz vrtanc, recimo polkrogla narejena. Narejena je tako, da je napikana v mrežo. Mreža je pač fiksirana na črnem plastičnem posodi, ki je bolj grda za videti, ampak jo ne zakrijejo, ker kamera tega ne pokaže. Ne? In pol v bistvu vidiš, da je res tisto čist marketinško, Nizozemci so rekli hello, hello, pa so delali naprej. Italijani so se pa malo bolj posmejali, tako čista, ne, pa malo pomahali, pa en prav kafe, že čisto gostoljubno in pač kam se bo šla, se je, kaj pa če bi šla midva kar k Italijanom. In potem sem midva tja prišla, ne. In potem sem znala par besed, profesori, sloveno, fiorist, ne. In zgodba se je začela odvijati. Nama so dali neko orodje, midva sva tako, veste, napucana, kakor sva pač bila, ne. Sva pač začela tam delati in dejansko zdaj vem, da smo začeli delati za Berninieve stebre, ker se to vedno dela na začetku in končala se pravzaprav hitreje kot oni. Veste, mi Slovenci smo tako navajeni, ne, hitro je treba narediti, pa je pa likov, pa se pa lahko je, pa je malca, pa karkola, ne. Ampak Italijani imajo pa svoj ritem, in ki je prišla 1:00, je to nedotakljiv čas do 2:00, takrat je malca, konc, fertik. In smo šli jest, malo tako, a veste, kako je čuden občutek, tam sicer je bilo nekaj cvetličark z Nizozemske, ampak v tisti restavraciji, sploh v božičnem času, sem jaz pa blagajničarka, sva ženske, drugače že malo tako čuden gledam, ampak mene so se že navadili. Kadar so prazniki, rečem, po moje, si jaz mislim, to sta polna 2 eksota iz Slovenije, sta spet prišla. Ampak v glavnem prideva nazaj, ne, pa čaka 8 metrov cvetličarske gobe v liniji, na kozah so bili tak ponk so naredili, zunaj na dvorišču vrtnarije, ker vrtnarija je zdaj, bi rekla tako, kakor zaprto dvorišče ima. Iz ene strani v bistvu je stavba, kjer imajo za orodje, kjer imajo garderobe, kjer je ena taka majhna kuhanca, potem je na enem koncu je, rekla, zgradba, v kateri imajo pisarne, kakor ena taka uprava, na drugi strani, tako kot v obliki črke U, so pa potem dejansko imeli rastlinjak, ki so ga zdaj že malo renovirali. In midva so tam na dvorišču delala in tudi če ne vidiš, da te opazujejo. Malo hecen se to sliši, čutiš oči na sebe, ne. Ampak midva so tisto naredila, jaz imam en tak drugačen svoj stil, a veste, oni delajo to toliko in toliko let, ne grejo kamor ven, skozi je isti mušter. Ampak, ko so to videla, ne, so naju pa potem povabili, ja, seveda lahko prideta, ne, pridita še naslednjo veliko noč, a ne. No, in naslednjo veliko noč, a ne, to je bilo v bistvu še takrat v tistem času, ko je bil zdajšnji zaslužni papež, a ne, Ratzinger je bil še aktualen papež in moram reči, da takrat je bilo cvetje neomejeno. Ko sem že mislila, da je koncu še prineslo od nekod še nekaj, a ne. In leta 2012 sva dejansko 80% sama naredila. Takrat je od mene tekla, sem rekla, Peter, če pa to vsak let je pa to kar tako, no, malo, a ne. Vse se nama je fajn zdel, da sva vse to naredila, ne. Jaz sem pokazala, kako vzorc delati in potem dejansko, ko imaš 80 metrov za narediti, a ne, poj delaš. Moram reči, tudi se upravičujem, ko skačem besedo, ampak to moram povedati, da vidva to delata prostovoljno, brez kakršnekoli plačila, ne? Točno to, prostovoljno, nisem nič obogatela, vedno sama iščeva sponzorstvo, eno leto sva sama vse plačala, da sva lahko dol šla, ne bom rekla, kolikokrat sva imela v bistvu že tudi nesrečo, vlome v avtomobile in še kaj bi se dalo povedati, tako da tudi plačala sva spanje v slovenskem domu v Sloveniji. Tako da eno leto sva imela samo iz strani Slovenije pokrito spanje takrat v temu pač slovenskem domu Slovenik.
Ampak drugače pa nič. Zdajle prvič bom imela za svoje delo plačilo v tem projektu. To sem še hotel reči, ampak pomembno je pa tudi barve, ne? Mislim, to ni samo pikanje rožic not, pa teh okraskov, ampak mora biti tudi v teh vatikanskih barvah za veliko noč je... To je toliko simbolike, to je res. Glavnina cvetja za veliko noč je belo-rumena, ker je pač vatikanska zastava belo-rumena in potem z malo rdeče, ker so pač v sredi zastave so ključi svetega Petra, ki so rdeče obarvani. Moram pa reči, da takrat, ko je bilo, zdaj ne vem točen na pamet, bi mogla pogledati, pač, ker imam cel arhiv pač teh slik, kronološko zbranih, v času, ko je bil naval beguncev v Evropo. Takrat so me pa zelo presenetila, ker pač morate vedeti, da vseeno sej sugeriraš, kaj naj nabavijo in v toliki meri, ko je pač tisti glavni vatikanski cvetličar lahko vplival, to je pa en Antonio Frezzoti, je majhen poslušal zadeve, pač sva Google Translate marsikaj pove, tudi kaj neumnosti vmes, Ampak v glavnem, takrat so pa imeli res se nekaj, wow, kako bo pa to zdaj izgledalo? Intenzivne roza barve, prav tisto pinki, da te je kar zabolelo v glavi, ko si to videl, pa rumena zraven, se nekaj, to bo pa zdaj veselica. Ja, in potem, ko smo se pogovarjali, zakaj to, in so pač rekli, da je v bistvu tukaj tako, da tudi tiste barve, ki dejansko mi ne bi nikoli skupaj zložili, funkcionirajo kot lepe skupaj v neki celoti in dejansko bila tista dekoracija zanimiva in lepa. In s tem so v bistvu hoteli sporočiti, da vsi, ki so drugačni, lahko skupaj delujejo kot celota. Tako da tukaj je res tako, bom rekla, vse prepleteno s simboliko. Jaz sem se tudi malo hecala, ko smo zdaj rekla, v letu 2019 smo potem prišli do te faze, da ko so me prosili, če jaz lahko vse prevzamem, tudi da naredim načrt za krasitev bazilike. Sem se prvo spomnila, se nekaj, pa saj imamo mi v Prekmurju naše orhideje. In kličem, ko smo kolegi, glih naslednji teden gremo se že meniti za to veliko noč, veste, tukaj ni počitka, kakšen misel, koliko časa imam jaz počitka, ni ga tukaj kaj dosti. Ampak v glavnem, orhideje bi bile fajne, slovenske, meni se je že v bistvu kar, ko se mi nekje rekla, ko si zamislim neko sliko, pol vem, da to nekje se bo tako izpeljalo. Tako Roman kot Tomaž, se pravi lastnika in direktorja Ocean Orchids, sta bila za to in smo dejansko izvedli res noro, dobro dekoracijo, s tem, da fantje, ki delajo pa v Oazisu, to je pa Prmetlik, v Gradec, ki razvijajo cvetličarske gobe, mislim podlage, morate vedeti, da je to recimo svetovna firma, ki ima tudi sedež v New Yorku. Ampak noben ne ve, da je glavni mozek v Sloveniji. In resno smo, po mojih zamislih in načrtih, so fantje naredili v bistvu nov izdelek, in pol smo ta izdelek dejansko uporabili pri Berninijevih stebrih, se je ful dobro izkazali. In ja, morate pa tudi nekaj zastopati, da je tukaj bilo tako za mene, se nekaj, fajn bi bilo, da noben ne bi vedel, da to delamo, pa pol, ko bi uspeli, bi pa vsi izvedeli, Ker je zelo tako, če gre kaj narobe, imaš pa ogromno odgovornost, samo to bom rekla, ker ja, in simbolika tukaj, kar so se prej pogovarjala, jo je ogromno, res, sploh se ne zavedamo, koliko je simbolike v cvetju. Jaz imam še eno vprašanje, ker ura je že 11, bom pa vam predal besedo, upam, da bo kdaj vprašal. A ste kdaj razmišljali o kakšnem potovanju na Japonsko, tiste zenovske vrtovi, vse tako lepo urejeni, vsak kamen na svojem mestu, istočasno pa deluje, kot da je naravno, A veste, tukajle, jaz imam eno tako srečo. Japonsko ste omenil, ja, absolutno, to me še čaka. In sicer me tudi čaka brezplačno bivanje v Tokiju. Zakaj? Ker imam tam sošolko. Ja, a veste, ko sem na Nizozemskem delala mojstrski izpit, nikdar nikoli ne bi pričakovala, da glih tista skupina, v katero sem jaz prišla, tudi enega Evropejca ni bilo. In še takrat sem malo zamudila, ker sem jaz imela v naši šoli, takrat sem jaz pač bila mentor za vse zaključne izpite, raven za cvetličarje, in sem zamudila en teden pač usposabljanja na Nizozemskem in da sem ta teden pač
noter prinesla, sem mogla na dnevu odprtih vrat predstaviti Slovenijo skozi aranžmaje. In spet, ker sem perfekcionist, sem jaz to se tako lotila, da sva šla z našim, mislim, jaz imam Prekmurca doma, sva šla čakati štorklo, kako bo priletela na gnezdo, da sem to doživela, pa sem naredila tak aranžma, pa sem opazovala, pač, kako gre sonce za Triglav, pa sem tak aranžma naredila, pa mi je kolega, ki dela iz stekla, naredil točen posnetek, točen tloris, posodo iz stekla Blejskega jezera z otočkom, pa sem, skratka, da povzamem, tam sem se tako vklopila v to skupino, da čeprav so mi rekli, da bom imela individualen izpit, so rekli, ne, boš glih tako delala še v paru. V paru sem delala s Kitajko, sva se totalno ujela, je bila že tudi v Sloveniji. In zaradi mene je ena Japonka tudi prišla, ne me zdaj vprašati za ime, ker ga ne znam reči. Jaz tam je res tako, ker če nekaj pade na tla, pa prnem za ropota, pa je tisti ime. Skratka, jaz sem pozabila, da sem tej ženski pomagala na samem izpitu, ki se je ena konstrukcija skrb zrušila, pa sem jaz moj izpit pustila primir, pa sem ne šla pomagati. No, ona to ni pozabila. In ta prvi dopust, ki ga je njen mož si prvošil, ki je šel v penzijo, tam praktično ne grejo na dopust, je prišla v Slovenijo in sva se srečala v Nebotičniku. In takrat sem jaz glih bila na sred resničnostnega šova hortikulturnega v oddaji Na vrtu, tako da sem iz Celja, jaz tudi prišibala v Ljubljano, se nekaj, absolutno gremo v Ljubljano, če je ona iz Japonske prišla v Slovenijo. Ne. In smo se res dobro imeli, sem povabljena tja, 14 dni, vsi ti vrtovi me čakajo, ravno tako me počaka tudi Kitajska, Peking, tako da, in tudi v bistvu Šrilanka, tako da čakam, da bo lockdown mem. Super. Zdaj pa jaz bi dal vam besedo, no, prosim, zdaj, vidim, Katarina tam že nestrpno čaka. Ja, jaz lahko vprašam. Lahko. Vaš šef je papež. Vse rože zdaj hodijo že iz Slovenije, tako rekoč tja. Zdaj smo slišali, da hodi že goba Slovenije tja. Pa za Božič so bile tudi božične zvezde slovenske tam. Tako je. A je zdaj že kaj novoščljivosti, ker je vse slovensko ratalo v Italiji, oziroma kaj reče papež? A veste, kako? Pride, a sploh da kakšen odziv? A veste, kako je? Mislim, vedeti morate, da je to kako bi ga jaz opisala, po duši zelo dober, res tak, bi rekla, ko en starata deluje, veste, če si ga predstavljate, a ne? Ja, se ne ste že v knjižnici razlagali, zato sprašujem, da bo še skratka, ja, in da bi on zdaj kar hodil tam takole okrog, a ne, to jasno, midva sva glih takrat, ko je velika noč in ko je Božič in dejansko je takrat ta najbolj intenziven obdobje za vse te protokole in vse to, kar se njega tiče, ne. Lahko vam pa zaupam, da takrat, ko je bila ena taka diskusija, ki je pač tudi Trump bil pri njemu, pa naša dama Melania, da takrat je on točen vedel, da se pogovarjajo o poticah, ker sva jih midva s Petrom vedno pelala in on je vedno jedel slovensko potico. A ne? To sva midva pač vozila, enkrat sem imela to, da sva bila zaronana s poticama. Ne? Ampak hočem pa to reči, da je tisto, bi rekla, občutek, da je prisoten, ne? Ker kakorkoli, v vrtnarijo smo dobili steklenico vina, pa oni rečejo tisti paneton. Ampak vsi so hvalili, ampak veste, čez našo potico tisti je tako, no, plastičen, jaz rečem, no, pa ne mi noben ne zamer tak, nič ni noben, bi rekla, zamudil, če tistega panetona ni, ampak gesta je bila nora, ne, meni se to zdi, wow, sem rekla, imaš občutek, da nisi sam. Ker se pa tega tiče, ne, da mi pač nekaj damo, veste, kakšen mislijo, da je to kar tako malo brez veze. Vedeti pa morate, da je Vatikan še vedno ima v svetovnem merilu eno tako, bi rekla, pozicijo, da vsak bi rad dal nekaj, zaradi tega, ker je potem to tudi nekje ena taka promocija nazaj, ker je neslutena, gre čez meje, hočeš, nočeš. In tukaj je pravzaprav privilegij, da sploh dopustijo, da ti lahko daš. Tukaj je druga logika, ne? In dejansko oni vedo, da mi da prideva tja delati, zato, mislim, meni to, rekla, ne vem, potrditev sama sebe, da to zmorem, pol si marsikaj drugega še upaš, da si strokoven, istočasno pa to delaš pravzaprav free varianta. Mi da so dejansko vedno sama iskala sponzorje, vedno
Zato tudi, mislim, kako ne rečem, malo se to hecen sliši, delava za promocijo Slovenije, ampak nimava urejeno tega statusa, da je pokrito strošek bivanja in potovanja. Nič drugega. Tega pa nimava, ne. Tako da pač, ampak kljub temu vztrajava in dejansko oni to vidijo, da delava, da rada to delava, da ni to zdaj samo nekaj, da preletiva tja, pa da se nekaj v tem tako, ne vem, da je to marketinška poteza. Ne. In ko smo mi pač te slovenske orhideje dali, moram tako reči, ne, takrat je prvič se je zgodilo, da dejansko so tudi časopisi pisali, da je notranjost bazilike v bistvu boljš ukrašena kot pa trg. Ker to ni bilo nikoli, ne, Nizozemci vemo, kje je njihovo pač mesto v floristiki, ne. In to se je zgodilo. Jaz takrat tisto leto nisem imela kaj slikati na trgu. Vse je bilo lepo, ne, ampak jaz, ko majhen drugače gledam z drugimi očmi, so me malo razočarala, ne. Tako da, glejte, ne vem, mi smo v bistvu prijatelji, ne, tako naj rečem. Smo del ekipe, se hecamo. Mi smo selfije delali rekla, marsikje v kakšnem kotičku, ki jih noben drug ne more delati skupaj z vrtnarja, ne. Marsikakšno stvar rečejo, mene kličejo Sabi, ne, Sabi, pa mi pokažejo, ne, zdaj kakšno angleško besedo tudi rečejo, moram reči, da upajo kakšno stvar. Tako da, ne vem, jaz se ne počutim tako, da grem jaz tam na neko delovišče, ampak da grem med prijatelji, kjer nekaj dobrega ustvarimo, ne. In to je izziv, ne. In pol tisto, ko si samo v baziliki, ko vse narediš, pa vrtnarija je takrat cela polna cvetja, pa v baziliko prineseš ga pa ni več, ne, ker bazilika je ogromna. Tako no, zdaj smo se pa tudi potrudili, božične zvezde, prvič slovenske, jaz sem en tak, rekla, malček izziv dala Italijanom, ker oni vemo, da so zelo kičasti, imajo radi barve, vse se more svetati. Marija, rdeče vrtnice, če ne drugače, pa popršijo s tistim pršilom, da se pač sveti. Joj, se neka, Antonijo Smogo pa se posmeji, ne. Ampak pol je pa do tega prišlo, no, da lansko leto, ko sva midva prišla za božično dekoracijo, je bilo tako, da so sami nekaj naročevali, niso glih upoštevali tega, pa vem, ali so pa šparali, se ne veš. V glavnem material je bil tako čuden, skrb zbran, vse je bilo nekaj, ena taka fina struktura, vse skrb nič ni izgledalo, no, ni bilo tistega efekta, ki bi ga moglo biti. Pol sem jaz to vse skupaj nekaj po skupinah jim kazala, smo to malo preflintali, no, pol je pa prišla prošnja, če bi jaz tudi naredila za Božič, ne, rekla načrt. In sem rekla, v redu, zdaj pa Slovenci imamo tudi svoje slovenske božične zvezde, ne, to pa tudi premoremo, ne. No, in sem pač šla do vrtnarije Gašperlin in sem se pozanimala, če so pripravljeni, so rekli, ja. In jaz sem naredila en tak, rekla, izziv, snežno-bele božične zvezde, še nikoli niso bile. Pa temno rdeče vrtnice, pa zlate evkaliptus, pa nič drugega. Sam še zelena podlaga, ne. In ko sem jaz to zrisala, veste, jaz moram vsako stvar to zrisati, ne, v merilu. Vse na milimetrski papir, pa jaz to vse ročno delam, nič ne po računalniku, to jaz rajš barvice pa tako. V glavnem so vse to potrdila, ne, to gre vse na vatikansko vlado, na guvernatorat, tam mora ceremonialist, mora ta glaven to potrditi, to gre vse prek enega kolesja. In ker so božične zvezde tako lepo uspele in rasle in zdaj spet tale lockdown, sem rekla, sva se z Jakobom Štumpfom, z veleposlanikom pri Svetem sedežu pogovarjala, nekaj pa bi lahko to šlo, kljub temu, da pač ne gre to v baziliko Svetega Petra. Rekel, bomo poskusili in v bistvu morate vedeti, da ima papež 4 bazilike. Ena je pač ta bazilika Svetega Petra v Vatikanu, potem je bazilika Marije Snežne. Tukaj smo še mi Slovenija posebej povezani skozi Brezjansko Marijo, ki je tudi bazilika, edina bazilika, ki je v bistvu tudi pri nam v Sloveniji od Vatikana, ne, če temu tako bolj po domače rečem. Potem je še Mati vseh cerkva, to ni bazilika Svetega Petra, malo kdo ve, da so ta prvi papeži bili v Lateranu. In pa potem izven rimskega obzidja je še bazilika Svetega Pavla. In zdaj so božične zvezde v baziliki Lateran, Svetega Janeza in pa v baziliki Marije Snežne. In so bili čist, rekla, tiste sestre, ki so to dobile, jaz imam slike, ki še nikjer niso bile pač objavljene, ker to sem jih jaz osebno dobila, se mi zdi zelo lepo, da dobim od drugih nazaj feedback, zelo lepo so to naredili.
pohvalili so kondicijo rastlin in prišla je ideja, da mogoče pa zdaj ne bi samo ene bazilike mi Slovenci krasili, ampak vse 4. Da ne vem, jaz imam drug teden imam jaz nalogo, da grem povprašati, koliko bi to finančno tudi prišlo za druge bazilike in zdaj imamo spet nove izzive, kaj ne rečem. Skratka, ne splača se biti prepriden. Splača se biti priden, ja. A veste, kako je? Kar se pa tiče nevošljivosti, jaz bom tako rekla, ne, žal, to ste slišali že od marsikakšnega Slovenca, ki je uspešen, mogoče ste tudi občutili že na svoji koži, ali pa sem skoraj prepričana, da če ste uspešen, vas bo sigurno kakšen kritiziral. V Sloveniji je zelo veliko fovšije, smo mali narod, zelo, tako bi rekla, nezadovoljni z marsičema, ne. Toliko mogoče nezadovoljni tudi v tem času z vso situacijo, ki je, da niti ne prepoznamo, kaj je dobrega. Tako da jaz nisem nikoli, tako bi rekla, preveč žalostna ali pa tako, da bi bila, ne vem, osebno prizadeta, ko padajo kritike, ker en pregovor je tista, ne, da za dobrim konjem se kadi, Bog pomagi, se pa pač kadi, ne. Medtem ko so v Sloveniji so pa to zelo lepo sprejeli, v bistvu presenetljivo, tako, wow, ne, moram tako reči. Tudi najboljši poklon je bil, recimo, ki papež je v bistvu prosil tiste, ki so mu njegovo osebno smrekco še v njegovi knjižnici, tudi do tja je pač prišla slovenska smrekca, ta najmanjša, je prosil, če lahko dobi take okraske, ki so v Klementini, ne. Pa me je pač en Pavlo Krošeta je, ki zna angleško, nam je zelo veliko pomagal, je v bistvu direktor za osvetlitev, vso praznično osvetlitev v Vatikanu pa v Rimu, je on odgovoren. Me je sprašal, kje se to lahko kupi, ste rekli, to se ne da kupiti, pa tudi zdaj se ne da narediti. Razen, če tam dol poberete, jaz pa je razložil, da to ne gre. Hoblance oziroma oblance Sabina to sama doma dela, ne? Ja, to je mož delal, ampak zraven je pa pomagal v bistvu tudi še en kolega iz vasi, že upokojen mizar, ki je tudi vaški klavc, in midva jih kar nekaj še tako bi rekla za ušesem s tem Janezom. A veste, ko sem jaz za javni razpis spraševala, kdo bi oblance delal, so se mi vsi malo smejali, ker to ni strojno delo, ne, da ni bilo junaka. Ja, to je problem, ker mora biti natančno, strašno natančno roko. In res ni nič strojno, res ne. Mož se je mogel prvo malo navaditi, ampak sem rekla, evo, mogoče pa vseeno kakšen gen tistega tvojega starega ata, ki je bil mizar, je zdaj ven prišel. Lahko je še jaz malo... Ja, Slavica, biti sem hotel reči, da se nekam tiho v zadnje čase. Hvala za kompliment najprej. Ja, jaz bi se pa najprej na Sabinega sodelavca Petra zdaj, mi je zdaj v spomin prišlo 2 let nazaj, je Kranjsko društvo slepih organiziralo tradicionalno srečanje slepih in slabovidnih žensk Slovenije. In ena od destinacij tega dneva, te ekskurzije je bila tudi v centru v Naklem. In kdo nas je tam sprejel? Nihče drug kot gospod Peter Ribič. Prav, tako, res veseli smo bili, no, in čeprav je bila ekskurzija namenjena nekako spoznavanju centra, pa šole in tako naprej, je seveda, ne, nismo mogli dopustiti, da bi šlo mimo nas, da nam ne bi tudi iz prve roke nekdo povedal, kako je to v Vatikanu. Tako da sem zdaj prav vesela, no, da je zdaj, da sta se pokombinirala v bistvu gospa Sabina pa Peter Ribič, no, tako da res je to doživetje pa se srečati s temi ljudmi. To je ena stvar, druga stvar pa je, ko je prej gospa Sabina razlagala to, ne, kako predočiti zdaj cvetje osebam brez vida, sem se jaz spomnila na en projekt, cirka 10 let nazaj, projekt je pa bil Brez vida čez Tivoli. Mi smo v spomladanskem času, ko je najbolj vse cveti, in ko je tudi na drevesih največ ptičev, smo ljudi z zavezanimi očmi peljali čez Tivoli. In na koncu seveda potem malo to refleksijo. In pod črto bom rekla, da so ljudje rekli, še nikoli nismo vohali toliko vonja v Tivoliju, tudi če hodimo vsak dan čez, in še nikoli nismo slišali, da toliko ptičev poje v Tivoliju. Torej, kaj pomeni v bistvu,
ko ljudje hodimo z vidom, gremo in ne zaznavamo sveta okrog sebe v nekem širšem pomenu besede. Toliko, no, če bo kaj pokomentirala gospa Sabina. Ja, to je čisto res, a ne. Dejansko v bistvu, tako kot sem jaz rekla, nekje gremo tako eden mimo drugega ali pa v bistvu tudi mimo drugih stvari. Tako da zmeraj hitimo, zmeraj smo bili nekje obremenjeni z uro, da moramo nekam še iti ali pa da moramo še kam kaj stopiti. Zdaj se je pa to mogoče, ravno v tem času se je pa to majhen spremenilo, ne. Dejansko nas je ta lockdown prisilil tudi v končni fazi, če smo samo doma, pa če gremo sam na vrt ali pa če nimamo vrta, imamo pa ne vem, balkon ali pa karkoli, smo marsikaj opazili, kar prej sploh nam ni na misel prišlo. Ja, se čisto strinjam, a ne, in mogoče tega, da bi se osveščali, da bi majčkeno nazaj stopili, zato jaz pravim, da se je veliko negativnih stvari, logično je ta COVID, ampak ne smemo pa samo črnogledo gledati, ker če bomo to delali, pa pademo v melanholijo in je to in konec, in nič se ne da in smo v eni luknji. Zato jaz pač pravim, da moramo pač pozitivno gledati. Jaz, ker sem bila kjerkoli, pa da sem bila samo sama od sebe odvisna, sem nekje zaradi samega preživetja in svojega dobrega počutja mogla dejansko spremeniti taktiko v svoji glavi in ugotoviti, da ni problema, ampak so samo rešitve, ne. In jaz mislim, da tudi v bistvu zato, da bi se majhen bolj ustavili, da bi dejansko mogli takle projekt večkrat ponoviti, ne. In da bi mogoče majhen več tudi recimo apelirali na vse, ki pač javne površine nekje vzdržujejo, da ne gledati samo racionalizacijo in samo trava za pokositi in to je to, mogoče kakšen grm pa zgodba zaključena, ampak da je prav cvet je tisto, ne, kar nam nekaj več da. Zato jaz tako uživam recimo, kadar grem v Nemčijo, grem vedno v Freising. In sicer pri Freisingu 7 kilometrov stran, to je 30 kilometrov severno od Münchna, je Fachschule, se pravi za hortikulturo, poklicna šola in oni imajo vrt odprtega tipa. In v redu je, jaz tam tudi sorte spoznavam pa to, ampak tam je tako noro dobro videti, kako dejansko travo umikajo gredama, ne. In potem, ko dejansko se ti hočeš umiriti, se usedeš na klopco, včasih malo zameditiraš, se pravi, moraš oči zapreti, ne, in pol kar naenkrat slišiš, wow, tokle je ptic, kaj si pa zdaj zavohal? Ja, se strinjam, popolnoma. Pozabili smo na to. To smo zgubili. Natka, jaz imam pa eno vprašanje. Mogoče sodelujete tudi kaj z arboretumom oziroma če obiskujete ta park? Ja, seveda. In naslednji teden imam ravno z gospodom Mastnakom eno srečanje in sicer pač piševa tudi mednarodni projekt, da bi tam pač zaživele tudi moje in njegove sanje, tukaj so se našle in sicer bi praktično hortikulturno in floristično šolo ustanovili, sicer zaenkrat plačljivo, upajmo, da bo pač tudi potem na višjem nivoju se spoznalo, da je samo to pravilno izobraževanje, da gre to vse skupaj skozi prakso. Kar se pa tiče samega arboretuma, sem ravno v jesenskem času, jaz zmeraj delam s prostovoljci, veste, to imam pa jaz res eno tako, wow, srečo. Jaz sem že rekla tudi v tistem, kaj je intervju za Lady, da sem jaz rojena pod srečno zvezdo, kakorkoli, na 10. december, na dan človekovih pravic, evo, je že nekaj. In smo že par let dan starih staršev, jaz vodim projekt, ravno to sem rekla, je bilo podlaga za to medgeneracijsko delo okraskov. In tudi letos smo mi to izvedli, čeprav je bila korona. In glejte, jaz sem praktično zdaj, imam zasebno šolo in sem sama svoj šef in konec, a ne. In bi kakšen rekel, ja pa nimaš pač ljudi za pomagati. Jaz samo napišem v skupino, tam, ko imam bivše študente ali pa to, da imam projekt, jaz imam tako 10 prostovoljcev. Nikamor se jim nič ne šteje, imajo malico, pa delajo z mano. Res pa je, da z njimi delam. In mi smo ravno v arboretumu naredili potem dekoracijo energijskih točk po barvah. In to je bilo zanimivo, jaz sem to testirala, ne, pač z očetom sva šla, moj oče tudi majhen tako malo z nihalom, šiba sem pa kaj, ampak v glavnem, tudi jaz imam mogoče kdaj kakšno tako intuicijo, nam rekla, da ne, in potem se v bistvu se usedla tam na tiste klopce, zdaj so pa na rdeči.
točki, ne, kakšna je energija, pa sva tam malo meditirala. Pa so pa šla naprej do rumene, do zelene. Ne. Skratka, tudi imela sem organizacijo svetovnega land arta, to pomeni, da sem iz 15 držav cvetličarje pripeljala v Arboretum in smo delali iz naravnih materialov, tam, kjer so pač bili. No, tukaj je prišla tudi ta moja sošolka z Kitajske z mamo, da smo se spet srečali, pa sem jih pol peljala tudi v Postojnsko jamo. Ne, to je bilo normalno, da sem jih peljala, da sem se malo rekla, oddolžila temu, da je mama za naju kuhala takrat gor na Nizozemskem. In v Arboretumu smo tudi imeli, se pravi, en del ekskurzij. Jaz sem tudi sodelovala, so me povabili v projekt, kako urediti bivalno okolje za dementne ljudi. In sicer vedeti morate, da so rastline zelo lepe in zelo pozitivno na nas delujejo, če jih poznamo, ne? Lahko so pa strupene pa nevarne. Ne? In potem je bilo treba pač narediti tako, kako je treba oblikovati bivalni prostor za dementne, in tudi tukaj smo imeli v bistvu z Arboretumom navezavo. In tudi Garden Therapy je en projekt. Tako da v bistvu z Arboretumom zelo intenzivno sodelujem. Tudi s mojimi bivšimi študenti v Biotehniškem centru Naklo smo rozarij postavili, na kar smo zelo ponosni, smo zelo takrat delali intenzivno tam. Tako, no, sem pa imela še en projekt, ki se ni nekje izpeljal čist, tako kot bi želela. In sicer sem se študenti takrat, ko smo rozarij postavljali, ker je bilo pa v bistvu svetovni kongres vrtničarjev tudi v Arboretumu, sem jaz želela in sem pač spodbudila moje študente, ker sem bila še organizator prakse, da so iz naravnih materialov naredili v bistvu glasbila za cel orkester. In takrat sem jaz imela nekje v planu, da bi pač tudi glasbenike, ki so bili še v gimnaziji Kranj, tisti njihov orkester šolski, tako da bi jih skupaj dali v Arboretum v rozarij in da bi v bistvu oni špilali na ta prava glasbila, medtem ko bi pa moji pa v bistvu se delali, kakor da špilajo na teh naravnih glasbilih, no, tako da bili dvojniki. Ampak to pa potem je izziv za naslednja leta. Kaj pa z Markom Pogačnikom, On zdravi zemljo? Ste kaj sodelovali? Ne, slišala sem zanj, nisem še sodelovala. Sam je tako, a veste, jaz bom rekla, je veliko stvari, ki nekje v teh, bi rekla, znanstvenih vodah, nekje je na meji, katere pač jaz tudi spoznavam, da v bistvu funkcionirajo in kar ne zastopaš, moraš pravzaprav spoštovati, a ne. Nisem zdaj, bom rekla, tako tisto za neke, da ne morem živeti, če mi kakšen kaj ne prerokuje ali pa karkoli. Ampak sem pa doživela že nedoločene zadeve, ki so se točno tako odvile, kakor so mi jih recimo pred 20 letom rekli, ali pa še kakšne take. Tako da s tem se ni za hecati. Slavica je dvignila roko. Vidim, Slavica, da si se nekaj novega naučila. Izvoli. Ne, tako, glede na vse povedano, zdaj sam razmišljam, kako se ona Sveta Trojica, jaz Sabina pa Šegula usklajujejo. Ja. A veste, kako to sploh ne znam povedati. Takrat, ko recimo me je česa strah, kar naenkrat se kar skupaj zberem, pa kar gre, no. Recimo, najbolj en tak, bi rekla, izziv mi je bil, kako ponovno nazaj voziti, a ne. Jaz sem 10 let v bistvu, koliko sem imela izpit za avto narejen, sem pol imela po eni taki bedariji, ne. Premora 10 let. Namreč ni bila nesreča, mislim, nesreča pa ali pa karkoli. V glavnem, čisto po žensko, bilo je tako, da pač očeta sem vozila in oče je odvil volan, ko sem že šla parkirati pred blok, ki je en maček šel čez cesto, da ga ne povozila, in on je mislil, da bom jaz avtomatično nazaj volan dala, jaz sem bila pa še bolj frišen voznik in sem seveda šla v blok, a ne. In tista ščipca na smerniku je počela, ni niti ven padla, ampak od tistega naprej jaz nisem se usedla za volan, a ne. In največji izziv recimo mi je bil, ko sem jaz pač mogla iti v Nemčijo sama na izobraževanje, ne, se peljati. Pač moj predragi ni dobil dopusta. Ja, takrat se je pa tista ta trmasta Sabina, ne, pač moram imeti kje za vsako ceno in ja, gre, pač se srečamo, no, so trenutki, ko se srečamo. Milan pa Mirjam,
Vaje Helena že. Pozdravljeni. A bosta kaj vprašala? Jaz bi samo pripela, midva bi samo pripela želje vsem skupaj na to čudovito smreko in nikome čakala, da bo šla enkrat prišla pogledat z roko, kako je že gospa Sabina rekla. In je pravilno tako, nič se ne jezimo, na to smo ponosni, kadar nekdo reče, da vidimo s prsti in srcem seveda. In vsa čast, res, gospe Sabini, še tako naprej uspešno. Ja, hvala. Tako pač, a veste, v življenju je v bistvu tista beseda, ki je tudi meni najbolj všeč, izziv, a ne. In to si jaz tako predstavljam, malo hecanje, mi Slovenci imamo tako fajn to besedo, ker sta dva z-ja noter, ne. Se tako malo popeleš, malo te zagunca, potem te pa ven vrže. Tako. Po pa gre, a ne. Izziv je, poraz je izziv v bistvu, ne? Ja, sigurno, a veste, to je gonilna sila, a ne. Tako. Mi smo zelo hitri v kakšnem takem udobnem mehurčku, coni udobja, pa se pa bojimo karkoli drugega narediti, a ne, in ja. Točno tako. Da bom jaz kdaj vozila terenca, pa da bom jaz kdaj tamle po hribu vzad za bajto pelala sama, zaradi tega, da mi ni treba ne vem koliko žaklov zemlje nositi, mislim, a veste, to je bil zame oren izziv, a ne, za drugega, kakšen bi se smejal, a ne, recimo, ja, ampak vsako zadevo se pa lotim tako, res bolj tisto, 100%. Super. Še kdo? Kako vprašanje? Zlatko, kaj pravi Metliška Črnina? Nič, mogoče čak samo malo. A smem še jaz nekaj? Ja, Diktor, izvoli. Lep pozdrav, Viki tukaj. Jaz bi vprašal mogoče dve stvari, in sicer gospa Sabina me sem zanima, hvala za zelo nazorno predstavitev, zelo zanimivo, res bi poprašal, to okrasje zdaj v Vatikanu, to ostane do svečnice ali kako? Pa potem še nekaj, če lahko, da sem potem več vprašal, mogoče bolj zadušal na to vprašanje, kako zdaj glede na vso situacijo, se moramo kaj najaviti, ali kako lahko pridemo pogledati tole smrekso. Mislim, mi smo odprti, pridite, no, zdaj sicer množič, če bo vrsta, boste pač mogli zunaj stati, ne. Ampak zaenkrat... Da se pokliče. Ja. Pa smrekca ne bo stala do svečence, bo prej podrl. Ja, do svečence mora biti. Ne bo stala. A ne bo, dobro. Ne, vse to sem še hotel vprašati, ne, Zlatko, preden ti dam besedo. Kako pa človek naj ohrani tole smrekco? Mi jo imamo tudi doma, to svečnico v bistvu, ampak dostikrat se zgodi, da že po novo leto začenja odpadati. Ja, jaz se moram kar nekaj zaupati, a ne, jaz teh problemov nimam, ker imam umetno. Tudi jaz. To je tako, bom rekla, po eni strani bi človek, je kakšen razočaran, ki to rečem, sam po drugi strani pa rečem, gledajte, jaz imam zdaj že 12 let, to pomeni, da sem 12 drevesc jaz malo prešparala, no. Po drugi strani pa tako, če je smreka kot smreka taka, ne, tudi zdajle za sam Vatikan, so vse smreke bile poslane s koreninsko grudo. Kar pomeni, da so bile posajene v loncih in se jih je zalivalo. Zdaj, če je smreka samo odrezana, potem mora biti vsaj v vodi, a ne. To pomeni, da v bistvu so tiste stojala, v katere se pač lahko dolije vodo. Drugače pa najbolj, da je to jelka ali pa kavkaška jelka, nordmanijana, ne. In potem recimo eni so še celo to varianto dali, da so malo cenejša ta drevesa, da se jih potem lahko nazaj prinese, tam so jih kupili in pa potem posadi, a ne. To kavkaško jelko imam jaz na atriju. Rabite kaj vej, bojda na tej osnovi delate. Do drugega leta takoj. Mene pa zanima, če bi kdo lahko opisal, kakšna je ta smrekca v knjižnici, oziroma kako so nastali okraski, kakšni so. Ja, tukaj jaz mogoče lahko tako pomagam, a ne, da ti okraski so pravzaprav nastali pri meni doma, za mizo, ki ima tudi svojo, jaz imam življenje polno zgodb, a veste, imam mizo, ki sem jo kupila za moj prvi honorar, ki sem imela še popoldanski SP, evo.
Za to mizo so nastali okraski in sicer seveda nečakinji. Ja, pa jaz sem grozna teta Bina, ena izmed nečakin ima tudi zelo luštnega fanta in tudi ta fant je pomagal, ker sem rekla, se zdaj nimaš kaj dosti za početi, pa če si na obisku prid pomagati, ne. Pač malo razširili naš družinski krog. Hči, ne, potem je prišel Peter s kolegom, pa še v bistvu z hčerko. In smo potem delali. Dejansko je tako, da smo naredili nekaj okraskov iz oblancev in nekaj iz slame. Ker v Vatikanu so iz teh dveh materialov okraski, iz slame so okraski za zunanje smreke, zaradi tega, ker je pač slama bolj obstojna, dež in vse te vremenske razmere, medtem ko oblanci so pa samo za noter. Zdaj, kar se tiče slame, so angelčki. To je v bistvu en tak ponarodel motiv, to je edini motiv, ki se ga jaz nisem sama zmislila oziroma ga oblikovala. Potem so pa različne snažinke in tudi tukaj je nekje ena taka, bi rekla, simbolika, namreč za angelčka vemo, da je to pač angel varuh, da nas varuje, medtem ko snažinke so pa že po naravi heksagram, se pravi kristal, in to je v bistvu voda, ki se nekje stopi in nas očisti. Tako da v bistvu skozi to sem jaz nekje poskušala to simboliko teh snežink dati in to so pač različne snežinke, bi rekla, zvezdice lahko tudi temu. Vse skupaj bolj bazira na 6 krakih, da smo nekje povezali šesterolist s temi zvezdicami. Kar se pa tiče oblancev, imamo pa se pravi oblike, tako kot če bi rekli, da damo skupaj 5 različnih krogov, različnih velikosti, pa v teh krogah so še malo manjši krogi, take zanke narejeni, ker s tem smo dejansko naredili na tako leseno rožico, ki povezuje 5 kontinentov, skupaj zmoremo več, je to sporočilo, ne. Potem sem naredila en tak krog, jaz sem mogla, veste, te okraske tako planirati, da delajo tudi lahko ta-mali. In dejansko je prišlo do tega, da imam zdaj podatek, da je bil najmlajši udeleženec 3 leta in ta najstarejši 93. Se pravi, to je bilo. Ampak ta-mali je pač napisal, sem podajal oblance, ni mogel kaj drugega, mislim, napisal, je povedal tako, no. Ampak v glavnem je enostaven krog, v katerem so čisto naključni krogci skupaj zlepljeni. Tukaj ta krog je pomenil tako nekje varnost družinskega kroga, člani družine so noter v varnem, bi rekla, zavetju. Potem je pa še motiv stiliziranega ptička, kar pomeni svetega duha. Ta motiv je v bistvu tako, kakor če bi eno ravno solzico malo, bi rekla, na eno stran pritisnili, tako da se rahlo ovije in potem se seveda naredi na drugi strani klunček, solzico se v horizontalo postavi in pač že imamo ptička za malo domišljije, no. Ne, se je lepo zgleda ta ptiček. No, pač in pa potem še solza sama kot taka, ki je voda. Zdaj, kar se pa tiče same špice, je pa tako narejena, da je narejena najprej osnova, v katero pač vtaknemo vrh smrekce. Ta osnova je narejena iz 5 debelih žic, ki tvorijo stožec in potem je vmes to prepleten, tako kot če bi košare pletali iz žice, tako da je en tak stožec prepleten. Zgoraj pa imamo v bistvu 6 krakov zvezdo, lahko bi rekli tudi v končni fazi cvet, ki je sestavljen iz 6 manjših solz, v katerih pa tam, kjer je kapljica ali pa solza bolj debela, jaz tam pravim tanka ima ritko, ne tanka ima špico, tam noter so pa še krogci. To je vse v nekem stilu, tako rekoč, teh krogcev, ja. Ja, tako je. Jaz zmeraj pri vsaki dekoraciji gledam, da je ena rdeča nit. Karkoli pač delam, da ni tako kar skrb zmetan. Vse nekaj pove. Ja, pač to zdaj jaz, oblanci so široki tam nekje centimeter pa 80, kakor so bledile. Ja, slama je pa v bistvu taka, bi rekla, gladka, rumena, brez kolencev, zaradi tega, ker je posebej to slama izžita iz rži. To sem pa dobila v Lipovcih, v Prekmurju, ki so jo imeli k sreči toliko na zalogi. Veste, to žito je treba v bistvu posebej samo zato pač požeti, ker mora biti požeto, preden se začne v klasih delati zrnje. Zaradi tega, da ni toliko trdo in pa seveda, da so toliko pognojili, pa da ni bila kakšna nevihta, da je žito hitro raslo, ker tukaj le zdaj v bistvu kontra, kakor rabimo od žita. Običajno rabimo imeti nizko žito, pa veliko zrnja.
tukaj pa rabimo imeti dolga stebelca, ki niso trdna, pa nič, bi rekla, zrnja, ne, za to prepletanje. In to smo pa to naredili v tem smislu. Zelo zanimivo. A veste, kaj bi še jaz vprašala? Recimo, zdaj vsako leto so neke barve modne pri teh okrasih. Zdaj rekli smo, tradicionalno ima Vatikan neke barve, ampak je kakšna tako možnost, da se malo pritihotapi še moda noter? To pa zmeraj naredim, to je pa moj podpis, a veste. To je pa tako, a ne. Zdaj, glavnina, a ne, tudi če so barve, a ne, tudi če so barve, so lahko različni materiali. In zdaj, po moji zaslugi več ne za veliko noč ne naročajo kanadske zlate rozge. To je, bi rekla, armena zadeva, se pravi armena rastlina, ki je na koncu malo bolj puhasta. Socvetja so tako, kot če bi, recimo, zvezdasto izhajajo iz ene točke oziroma ob steblu navzven. Ampak zame je to tako, veste, to pri nam ob avtocestah raste in je tako ceneno deluje, no. In ker pa tako fajn zapolne, ker se to tako razpre vse skupaj, so to vrtnarji pa cvetličarji zelo fajn to tam porabili, karkoli so recimo kaj, po domače povedan, malo narobe naredili, so potem hitro tam noter malo dodali tele kanadske rozge, pa je bilo fajn, ne. In to je pa zelo fina tudi struktura, take čisto drobne zadeve. In zdaj, če si predstavljate, imamo asparagus, ki je zelo droben, pa še to, ki je malo bolj droben, pa še kakšno stvar so drobne, sem rekla, pa to je vse pikolo sem razlagala, ne. In potem so me zastopala, ne. In potem enkrat vem, da je prišel še Antonijo s tem Solidagom, pa jaz izgledam, sem rekla, Antonijo Solidago, no. Pa me gleda, pa prav si, pa jaz tisto, no. Pa se je pa obrnil, pa je šel. In od takrat naprej Solidaga ni, no. Da se mal. Vedeti pa morate, da je tam zelo tako, a veste, dimenzije so pa dorečene, tukaj pa nimamo kaj. Tukaj pa višina, širina, dolžina, raven zaradi tega sploh recimo na, rekla, na tleh pri ta glavnem oltarju. More točen toliko biti, zaradi tega, ker prvič je vse na kamerah, drugih pa vsi tisti mašni plašči, ki so, boh ne dej, da bi se karkoli umazali ali pa karkoli. Včasih so lilije zraven dajali. Sem rekla, to je pa nočna mora, ne. Mi smo lilije, ki so se sproti odpirale hitro, tiste pestiče stran dajali, zaradi tega, ker čim se je pelod razvil, to ne gre nikoli več ven iz tkanine. Tako da tisti oranžni taki madeži temni ostanejo, ne. To je bila res nočna mora. To smo skozi gledali, kdaj se je lilija odprla. Tako da se da tako vplivati z načinom dela, no. Čeprav moram reči, da zdajle recimo raven, tako kot sem že povedala, za naslednji teden se grem meniti za ta, bi rekla, za krasitev, jaz sem optimist, glejte, 4. april je že velika noč, ne, za naše slovenske orhideje in tokrat bodo pa v bistvu dekoracija bo zelo barvita, bo v ognjenih odtenkih, to mi je top všeč, zato ker jaz sem pač, moje barve so ognjene, no, moram tako povedati. In dosti lažje delam. Saj delam tudi s hladnimi, ampak dosti bolj mi steče, no, bolj tako kot po olju, bi rekel človek. Ampak bo še enkrat več orhidej, ne, recimo 600 orhidej, vejic, manjših cvetov, bo nekje planirano, je planiranih za srednji del krasitve, od temno rdečih pa do rumenih, oranžnih, potem z raznimi črtami vmes. Skratka, vse to zdaj pripravljamo in to se grem pač drug teden meniti. Tako da zdajle so mi pa že kar prepustili, no, majhen bolj proste roke. Ko jaz njihove norme upoštevam, potem oni tudi v bistvu to dopustijo. Če bi balkon lahko zdajle za Božič okrasila, če bi bilo normalno recimo, tako kot je bilo vsa leta, bi bil balkon okrašen tudi s slovenskimi trtenimi vejami in s slovenskimi netreski, ki pa so zdaj še zmeraj v vrtnariji Adamič v Prekmurju. Sam pač, to je vse še, to je preloženo, jaz pravim, to ni odpovedano, to je vse preloženo, to nas še vse čaka. Ja, zdaj naj povem, ura je 11:41, ne, smo pravzaprav že 2 uri skupaj, ne. Zdaj, Jernej, boš ti še kaj povedal? Slučajno, nekaj si se oglasil. V glavnem, res zanimivo, meni je bilo zelo všeč, prav fajn, tudi veliko vzpodbude takole, res lepe besede, prijetno, zelo sem vesel, lepo je.
Dobro, hvala. Torej, zdaj moramo končati. Jaz mislim, da smo vam, ne bom rekel, gledaj, dali ste nam veliko energije, znanja. Jaz se zahvaljujem, meni je bilo zelo prijetno biti z vami, gospa Sabina, tudi z vami, ostalimi mojimi prijatelji in znanci, ki ste bili tukaj prisotni. Naj povem, da zdaj nas je 13 gor, maksimalno nas je bilo 21. Skratka, mislim, da je bil to kar en lep klepet, ne? Jaz vas vse lepo vabim, pridite v knjižnico pogledati, kot je rekla Katarina, pokličite prej. Z gospo Sabino pa jaz mislim, da bomo sodelovali. Meni je bilo všeč, veste, kako ste fajn opisovali to, glede na to, da slepi to ne morejo videti, ampak vi ste jim tako lepo opisali vse te rozce, vse te okraske, da jaz mislim, da si zdaj predstavljajo pravzaprav, kako in kaj vi delate. Ja, glejte, jaz sem se v bistvu, mogoče malo tudi tako, poskušala sem se nekje v to vlogo postaviti in kako v bistvu najboljš opisati. V bistvu dejansko tudi mi, ko to dojemamo, mi moramo te oblike vse zaznati. In to je tisto nekaj več, kar jaz pravim, da jaz več dam, če kaj naredim. Meni je bilo tudi v zelo veliko veselje, mogoče se mi že podijo kakšne nove ideje, seveda, ki bi bile izvedljive, ko ne bo več covida, zakaj pa ne, to so novi izzivi, še kakšno stvar imam že za ušesem, kot se temu reče. Zelo rada sem poklepetala, lahko se še zmeraj z gospodom Dušanom pa s Katarino zmenimo. Glejte, kar se tiče rožic, hortikulturnih nasvetov ali pa kakršnega koli drugega klepeta ali pa mogoče dobro. Sem kakšno zadevo tudi prepotovala po svetu, mogoče kakšne dogodivščine sem, pa je to, da malo razbijemo tole monotonijo. Pa zelo fajn je, da lahko spet malo klepetam, veste, doma so se me že malo naveličali poslušati, ko sem že spet doma. No, v redu, pa se pa naslednjič dobimo za kakimi, bom temu rekel, kmetijskimi nasveti, kaj delati na vrtu, kako z rožicami in s temi zadevami, enkrat proti pomladi. To bi bilo super. No, v redu, zmenjeno. Ok, hvala vam vsem skupaj, lepo vas pozdravljam, pa se vidimo naslednji petek, za tiste, ki boste prisotni. Srečno, adijo. Adijo.